Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis. Nocoj z menoj ena redkih slovenskih avtentičnih legend, Pero Lušin. Dobrodošel. Lep večer. Lepše ne znam napovedati. Zelo lepo. Autentika mi je uspred. Okay. Ker veliko legend se proda kot legend, pa to je pa naš državni zaklad. Ni. Ti pa si, se mi zdi. No, lej, okej. En je kdo rekel, da nisi zvezda, si pa legenda. Ne? Jaz sem, ne vem, kaj boljš. Jaz vsega ocenim... Veš, kako je zvezda, si kratek čas, ne? Ja. Zmeri. Če imaš single dober, ki je number one, si zvezda en mesec. Ja. Če number two, si zvezda 14 dni. Ja. Če number three, si pol ure. Ja, če pa ostaneš v enem poslu, koliko? 40-50 let? Ja, da smemo kaj v letih. V letih ne bo. Malo pa tudi lahko, no. So ti domači temni prostori, kot je ta? Ali si bolj fan odprtih? V bistvu jaz imam rad raznovrstnost, no. Tako, kad delam tudi v muski, imam v načelu, najraje imam sonce. Tako da ga zdaj pogrešam pri nas. Rajškot. Ja, rajškot meglo. Vitamin D. Vitamin D, sonce. Ampak me je pa tudi zanimala temna stran lune, ne. Okay. Rad imam skrivnosti vesolja. Črno luknjo sem naredil komad. Je že Sokoli leta 93, ne. Tako da še prej so začeli raziskovati črne luknje, ne. Se pravi, ko so bile še samo na papirju. Ja. Od Schwarzwaldove metrike. Ja, Schwarzschildove, pardon. Tako da to me privlači tudi ta črna energija, absolutno. Ok. Glasba, pornografija, šport, to naj bi bile 3 teme, ki te formulirajo v človeka, ki si v tem vrstnem redu? Zdaj bi rekel tako, glasba, počitnice, šport, rock'n'roll pa bi dal mogoče na prvo mesto celo, tako da je 4 stvari. 4 stvari? Dobro, rock'n'roll glasba je podobna, ampak rock'n'roll ni samo glasba, ne. Rock'n'roll je način življenja, ne. In jaz bi tukaj rekel tudi način družinskega življenja. Rock'n'roll? Ja, zato, ker se zmeri lep slovenski izraz vadim, kadar je kaj narobe doma. To je rock'n'roll. Okay. To je rock'n'roll. Pa je razlika v tem rock'n'roll domačem življenju, ko si bil mlajši, pa recimo zdaj? Če bi moja žena rekla, žal ne, ne. In jaz tudi nekako ne vidim, včasih je šlo vse lažje, ne. Mogoče je bilo manj stresa, ampak po drugi strani pa ne, jaz praktično ne vidim, trenutno še ne vidim razlike. No. Počutiš se enako? Pa ne, malce počutim slabše. Odvisno kdaj. V bistvu zaživim jaz v poznih urah, no, to je dejstvo. Zjutraj sem nekako čas, ko bi rekel, čas sem se zelo lagodno zbudil in to vejo kolegi, ki sem bil na zadnji službi še vstopil. Jaz sem imel prihod okrog 12. Ne. Zdaj bi prišel ob 11. rečemo. To je razlika. Zato, ker me mal zjutraj, me mal nervozno dela to, dan se še ni čisto začel, ali bo to, kakšen dan bo. Včasih nisem to toliko razmišljal, ampak sem kar stopil v dan. Ne. Pa kako bo življenje teko in vse. To te včasih ni toliko skrbelo. Zdaj se tudi, seveda se temu probaš izogniti, če se le da, ne. Zato prvo, kar zjutraj naredim, je, da pogledam zraven, prav eno kitaro imam zraven posla in pogledam, ali če je odprta, ali va kaj zabrenkala, ali bom začel knjigo brati, ne. Okay. Tako da... Kaj pa bereš zdaj, če smem vprašati? Zdaj sem pa najdel, tule na našem nabrežju, eno knjigo od enega francoskega pisatelja, mislim, da je Pierre Rey, Out. Izjemno, leta 77 je to šlo. Aha. Človek izjemno dobro piše o, rečemo, o bančništvu, mafiji, povezavi mafije, bančništva. To je tako. In a ni to isto? Ja, mislim, da je ratu
da mu je nekaj uspel narediti, zaradi katerega na kolni rad velik pisatelj, da bi v njem pisal kot o Johnu Updikeu ali pa o teh velikih zvezdah, ker je preveč stvari je povedal. No, in zato so ga rajš pozabili. Čeprav na nek način boljš kot pa tega druga avtorja, ki je italijanski avtor, ki je pred kratkim napisal Gomoro, pa 000, kot je film, ki ga morajo pa varovati. Ja, ki ga morajo varovati, ja, ker je zdaj to tako navaren. Tale pisatelj, ameriški, ne, ki je naredil nešteto uspešnic, med drugim od teh opicah, mislim, da je v opicah bila tista ta glavna, če se spomniš. Michael Crichton. Ja, Michael Crichton. Ja, to mislim, da ta, ja. Crichton, Ja. Michael Crichton. Med drugim je imel to prvo serijo, ki je bila res dobra, zdravniška, ne, mislim, če se spomniš, ne, ker je, mislim, da je blestel George Clooney. Ne. Mislim, da ja. Urgenca. Urgenca, ja. Urgenca, no. On je imel kar nekaj tudi teh poslovsko kriminalnih, ampak njegov velika največja zgodba je bila o tem, kako je zeleni prehod največji blef stoletja. Ne? In kako je v bistvu vse to narejeno samo zato, da bodo eni še bolj obogateli. Ne? To, kar je bilo zdaj v Bakuju, ne? Rečemo, to je pač nekaj, kar se zdaj dogaja, kar se je dogajalo, rečemo, z farmacijo, kar se dogaja z vojno, da pač v bistvu ne veš točno, kaj je res od tega. Nekaj je že res, seveda, vreme se spreminja, ne? Ampak spremenil se je, kot gledaš v eni oddaji na televiziji, lahko, zakaj se je končala vladavina tako na hiter Hetitov, Egipčanov, pa Babiloncev, cirka 3200 let nazaj, zaradi podnebnih sprememb. Ja. In koliko je človek takrat vplival na podnebne spremembe? Ja. Ne, vidimo nula. Ne? In vemo, da sonce pač vsak znanstvenik normalen, ki ni plačan, ve, da sonce vpliva na zemljo še zdaj. Še druge stvari vplivajo, o katerih nič ne vemo. Ne? Ja. Nekaj vpliva tudi, seveda, onesnažujemo zemljo, kar je grozen. Ja. Dajmo jo narediti čisto, ampak zelena, tudi zeleno, dajmo narediti zeleno. Skratka, tale Crichton, ne, ja. Kar enkrat ga ni več. Ne. Ja, to je. Nekaj na hiter so zbolevali, padel. Nisem, skratka, napadajo samo v ruskih teh hotelih, milijonari, skozi okno. Skozi okno. Tako da umetnost je lahko nevarna. Ne. Ja. Dajva se malo o športu pogovoriti. Ti si iz zelo športne družine, pri 3 si smučil, pri 10 si treniral nogomet, še danes je tvoja dnevna rutina, vsebuje šport. Kako to, da nisi ostal v športu, da te je glasba pretehtala življenjski interes? Ja, jaz sem treniral smučanje, skratka, kar celo osnovno šolo. Ampak takrat smo bili Ljubljančani tako, nismo bili še generacija Matej Svet pa Roka Petroviča. Trenirala se, mi smo največkrat v Kranjski Gori trenirali. Jaz sem treniral kar še kot mulo, tudi s člani smo šli tudi v Nasfeld trenirati smuk, kjer sem padel najbolj v življenju, tako da sem zaradi tega mogel prenehati trenirati plavanje, ker sem tudi plavanje treniral, ampak sem dobil gips takrat. Ampak smo to, tudi jaz še posebej, vsem je malo tako, ne toliko zares. Ampak z veseljem, smučaš z veseljem, treniraš ne toliko z veseljem. Ja. Priprave poletne, ki so za močenje v smučanju, moč blazno potrebna, me niso najbolj navduševale. Okay. Še zlasti pa, ko sem že dobil kitaro prvo, ne, in sem včasno zamudil in sem ugotovil, da pač nisem tak, kot je moj sin rekel, ki je treniral tenis in je bil dober v tenisu. Pa pol ga je en Mariborčan nažgal in rekel, jaz nisem tak grebo, da bi mogel vsako žogo dobiti. Z drugimi besedami,
drugo mesto ne pride poštev. Ja, To je kje duh pa je, športnika. ja. Ne? Jaz pa največ, kar je bilo, sem dosegel drugo mesto. Ampak to drugo mesto na conskem prvenstvu, kjer sem premagal tudi kasnejše reprezentante, ni bilo tako šloh. Okay. Ampak pol se pa zgodil tudi, rečemo en, pa nisem zaradi tega nehal, ampak smo enkrat se dobili, mislim, ekipa smo štartali v avtobusu iz Ljubljane in se nam je v Tržiču pridružil en, ki je bil 1 let mlajši od nas, so rekli, Tane nas bo nažgal za par sekund vse. In je pa šel Bojček Križaj. In je res, 3-4 sekunde sem jaz zaostal za njem. In sem rekel, pač, če ne sklele en, tako žge, najbrž ni glih. Ampak, če bi 3-4 sekunde zaostal za njem v Vengnu, bi bil med 10. Okay. Ampak navijač si pa še vedno aktiven. Ja, absolutno. Smučanje, gledam praktično vse tekme, če se da. Tudi v živo sem bil doskrat, če pol. Najprej tudi kot novinar, seveda, ker jaz sem v delu cel študij, v delu športne in tam sem se učil te obrti športnega novinarstva od najboljših in mi je bilo to veselje in rad sem spremljal to in bil sem tudi na parih svetovnih prvenstvih, tudi rečemo v Koloradu, ki je bilo zame čisto nekaj posebenega, ker smo res doživljali takrat še to Ameriko, ki je bila še ni bila velika, veš, je bila, in je bila zelo lušna. No, velika še bo. Ja, ok, še bo, velika še bo. Je bila bolj simpatična. Simpatična Amerika prejšnja. Veš, kaj te moram vprašati glede glasbe, to me zelo zanima. Kot človek, ki si izbere za življenjsko pot glasbo, ima neke vzornike. Ampak si jih mora v eni točki, da najde svoj glas, rešiti. Kateri so bili ti tvoji vzorniki, rekel, da te navdušili za muziko in kako si se jih pol rešil? Ker se mi zdi, da je najtežji in nekaj, kar ogromno glasbenikov, glasbenic nikoli ne doseže. Da se reši vplivov, ki so jih sploh potegnili v glasbo. Mene je zelo dosti muzike navduševalo. Začel sem pa seveda Stonesi, Rolling Stonesi, Kingsi. Mambo Kingsi. Kingsi. Ja, Kingsi. Kingsi. Mambo so takrat bili še v plenicah. To govorimo o 60-ih letih. Jaz sem zgodaj začel poslušati plošče. Imel sem srečo, da je moj oče kot kmetijski inženir hodil po svetu in sem lahko dobil sosedov, pa tudi, ki je bil pa kemijski inženir. In smo dobivali plošče od Stonesov, od Kingsov, Troxov, Animalsov, Boba Dylana, že sred 60-ih let. Dobro. Imeli smo gramofon, še preden smo imeli televizor in tudi grško muziko je pa oče sam poslušal, pa rečemo, Nana Mouskouri je bila, da se spomnim. Deca Pirej, pa Armstronga je šel gledat. In potem sem tako nadaljeval z bluesom in z Roxy Music in z Bowiem in Lou Reedom in punk je prišel, kjer sem pa vstopil na ta vlak. Pri punku sem stopil na vlak, ker se mi je zdel, to je tisto, kar jaz tudi zmorem. Približno je bilo tako, kot pri smučanju. Imam 4 sekunde od zadnji, tako imam tudi v muziki. Nisem toliko treniral kot kakšni, rad sem tekste delal, kitaro pa nisem blazno na kol vadil, tistih 5 akordov, da imam, to mi je bilo dovolj. Dober komad se da narediti z 2 akordov. Absolutno. Love is a Stranger, Eurythmics. To sta 2 akorda. Točno, krasno. No in moram pa reči, da potem pri meni so te idoli pismo mogoče držali malo predolg časa. In v bistvu sem se jih losil praktično šele zdajle, let, 2, odkar ugotavljam, da vsi ti moji idoli, noben ni nič povedal tem, rečemo, včasih, leta 68, ko je bil Woodstock, so vsi protestirali proti vojni v Vietnamu. Res, glasba je bila takrat močna. Vsi so se, noben si ni bal povedati, kaj so njegovi občutki ob tem, da tam eni rumenčki padajo kot žitna zrna. In zdaj, ko je pa, rečemo,
vojna v Gazi, ne, ki se dogaja ta genocid, noben od teh mojih velikih imen nič ne reče več. Ne. Niti noben od praktično, ne samo iz tega mojega glasbenega žanra, redko kdo iz žanra umetnosti je. Zdaj naš predsednik vlade ne, ima več jajc kot Bob Dylan ali pa kot Mick Jagger ali pa kot Bruce Springsteen, a veš. Ako je grozil Netanjahuju. Ja, ne, ne. Evo, to je nekaj, kar se mi zdi, da je rock'n'roll. No? Ja. In da nekaj pač poveš še, dokler lahko poveš. Ne? Zakaj se ti pa zdi, da je tako, da je ta razlika od takrat danes? Zdaj mislim, da vzvode absolutno je novinarstvo, ni več praktično resnega novinarstva, je samo še PR. Ja. To, kar je bil čas Jen, to je pač bolj Disney zdaj. Ne? Ja. In na srečo je še klej Planet, ki pač TV, ki ima še nekaj... Objektivnost. Objektivnost. Ja. In je to čisto nekaj drugega. Isto je na BBC, edina vredna njihova, v bistvu je BBC Earth, ne? A veš? Ja, Ne? kaže, kako je. Ki je res dobra. Ja. Tako da to je ena zadeva, drugo je to, da vemo, kaj se je zgodilo, rečemo, z Eurovizijo. Ne? Če eni ne morejo, to drugi ne bi smeli. Ampak kdo vodi igro, vodijo tisti, ki vodijo vojno. Ne? Tako da glasbeno igro, filmsko igro vodijo tisti, ki zdaj vodijo vojne. Tako da, in tudi medijsko igro vodijo. Ne? Tako da, Sprav, nimaš iz tega razbira. tle smo mi dva ena redkih, ki Nimaš najbolj optimističnega pogleda na prihodnost po tem takem. ne, lej, to je tako, ker če ugotoviš, zakaj je propadlo Hititsko cesarstvo, ne? Zakaj je Babilonsko cesarstvo padlo, zaradi podnebnih sprememb, zakaj pa Egipčani niso propadli. Ne? Mislim, da Slovenci moramo zgraditi par piramid in se bomo rešili vsega. Okay. Zdaj, zanima me pornografija še. Diplomiral sistematike pornografije, družbeni pojav. V naše konce si pripeljal revijo Private. Ja. A je tako? Točno. A je res, da so delo revije takrat preživele zaradi tvoje pornografije? To zdaj ne vem, ker ne poznam teh podatkov. Smo pa prinesli en lep denar, to vem. In da en let je takrat, da je to, ko je Jugoslavija še hirala, so delo revije vzhajale. Ker na koncu smo imeli, mislim, da 64 000 To je ogromno. 46 nakladov, ne, prodano v glavnem, polk pa Jugoslavija propada pa 4000, ne, pa smo mogli tudi nehati. Ne. Tako da, ja, to so bili v bistvu kar take revolucionarni časi, tudi zato, ker smo v tedanjo na videz Jugoslavijo, ki pa, kot zdaj vidimo, je bila odprta, dosti svobodna. Je pa res, da pornografija je bila takrat v načelu že kao dovoljena, ampak nisi smel pa prenašati tega materijala. Jaz sem pa to z avionom iz Mabeje prinesel v kufru filme. Smo kle tiskali. To je bilo, nekaj treba povedati. Ne? Slovenija, Ljubljana je imela izvrstno tiskarsko industrijo, tako kot če marsikaj drugega. Imeli smo izvrstno tobačno tovarno, tobačno industrijo. Imeli smo izvrstne pivovarne, ne? Ker imamo zdaj enih slabših pirov proizvajamo pri nas Eskot. Imamo še zmeri dobre vinarje, zato ki so obstali. No, ampak imeli smo še enkrat dobrih stvari in tiskarno. No. Ja. Hočem to povedati, ne, da absolutno so rekli ne, ne tiskamo nikjer druge, samo v Španiji. Ker Private je bilo že takrat globalizacijski projekt. Ne, in, se po celem svetu prodajajo. Ko so pa videli izdelke, tiskarne delo, so rekli, no, prva pa lahko. Okay. Se pravi, kvaliteta se je opazila. Ja, kvaliteta je. A si daj tudi kaj snemal? Snemal nisem, bil pa sem prisoten na prvih, bil sem zraven, ko so začeli Private snemati prve video spote, oziroma video te. Ne.
so me povabili in jaz sem, nekaj časa sem si bil celo odgovorni urednik, ne. Dobro. Edino delo, ki sem ga imel, je bilo, da sem rekel, dajte te punce, ki jim prihaja, ne. Ja. Reč, naj se nehajo tako beda sreže. Rekel, ja, ti prihaja se... Srežale. One so se skozi srežale. In potem, če gledaš, tam leta 90 se nehajo režati. Po tvoji zaslugi. Ja. Mi smo ti hvaležni, kaj ne rečem, ker tudi jaz sem imel vrh glave tistega hihitanja. Ja. Mogoče so se pa smejale, ker jim ni bilo všeč, pa je bilo konc. Ja, lej, pač. No. Zakaj pri nas ni nikoli zaživela ta industrija, da bi rekli, imamo muziko, imamo TV, imamo tega, a tega pa nimamo. A je to enostaven odgovor, ki kliče v nebo, da smo mehki? Ne, Ni odgovor to bi to? nasprotno rekel. Recimo Češka je znana po Ja, pa produkciji, Madžarska. pa Madžarska, Ja. ne. In mislim, da hvala Bogu, no, tle smo se tudi rešili. Ker? Ker pornografija rata po enem letu izjemno dolgočasna. Ja. In v pornografiji so začeli prihajati od začetka 70-ih, 80-ih je bil to rock'n'roll, ne, v bistvu ene vrste. Ja. Tudi Scorsese, pa ne vem, govorijo, no, Ja. ampak tudi taki so filmali in tudi te prvi filmi so seveda dosti boljši. Potem so pa začeli prihajati v bistvu ta ene vrste, jaz temu rečem, varnostna kultura, a veš, je prišla v to, ne. Varnostna kultura pa pomeni to približno, sveš tudi, zdaj so vsi, če gledaš slučajno, kaj pogledaš, vidiš, so vsi bodybuilderji morajo biti, ne, Ja. a veš, in kemija, oziroma ta industrija, vsi morajo imeti, a veš, orodja kot macole, a veš, ne, in je kle izjemno neduhovitost značilna, ne, tudi vulgarnost, ne, vulgarnost se je zelo povečala in hvala Bogu, da nimamo tam, jaz sem tle rad zelo konzervativen tudi. Jaz bi celo itak bi to, kar se dogaja na spletu, to je način ene vrste ubijanja kulture ljudi in jaz mislim, da je A to... govoriš o OnlyFans ali o Pornhub? Vsem. Ne, pornografija mogoče še najmanj. Aha. A veš, so določene Generalno, okej. stvari, ki so pač, ampak seveda, predvsem o tem tudi absolutno se mi zdi, da je kle ni nadzora nad tem, kaj lahko mladina, otroci sprejemajo. In kle mi lahko uničimo cele generacije ljudi, če se to dogaja na en način, ki je nekako preizkušen. Jaz nam rekel, da je v naša rečemo generacije prej je bilo ogromno mačizma, ogromno narobnih stvari, ampak to, kar je Flower Power prinesel, ta svobodna ljubezen, tle je bila ena luštna meja. In dokler je bilo to v undergroundu pornografije, je bilo to super. Ne? Ko pa rata neki mainstream, tako kot je ratala zdaj, ne vem, vojaška industrija, farmacija in to, kar smo že rekli, je pa to enačaj pol. Jaz kle vidim sodobno pornografijo zelo podobno sodobni vojaški industriji. No. Se ti zdi, da nas čaka kakšno prebujenje, kakšna revolucija na tem področju? To je, v tem vsi razglabljajo, ki jim je mar za prihodnost, no, jaz sem zaenkrat pri teh piramidah. Ja. Ok, se vračaš nazaj. Ampak to je, govorimo o simboličnem pomenu, seveda, ne. Mi rabimo spostaviti, zakaj so bile piramide? Zato, da so spostavile stik z našimi, rečemo, vesoljskimi, z vesoljsko našo prazgodovino. Mi se moramo nekako vzdigniti nad to, bi rekel, travmatsko izkušnjo sovraštva. Ne. Jaz sem že nekako mislil tistega slogana Make love not war, ne, da bo to ratalo, ampak sovraštvo
je tako obvladuje zdaj svet, da seveda pohlep in vse to, ampak kje je povezan s sovraštvom. Ne? Nekaj je bilo, ena mehna novička, o tem se ni dosti pisal, je prišla me pol leta ali pa en let nazaj iz Brazilije, ko je bil en ta summit 14 najbogatejših držav. Ja. Ne, in je brazilska ena od ministrica, ali kaj je bila, rekla, da bi od prvih 1000 bogatašev, če bi samo 1 ali pa 2%, to je od njih samo par milijard premoženja, če bi vzeli davek, ne, bi rešili problem lakote v svetu. Ne. In ameriška predstavnica je rekla, je dala veto takoj na to. Ja. In tle cinizem zgine, a veš v bistvu. Ob tem, da so en let nazaj ali pa 2 let v Davosu, kaj je bil njihov slogan? Seveda sami v Davosu, ja. Še enih pač teh elit najbogatejših. Njihov slogan je bil tax me, tax us. Dajte nas obdavčati. Tako kot si rekel, tu zgine vsa satira. Ja, in cinizem, ja. Zanimive misli za na konec. Najlepša hvala, da si bil naš gost. Z veseljem. Jaz upam, da v kratkem vidimo spet kaj velikega od tebe. Kot smo to tudi vajeni. Najlepša hvala. Srečno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da le urno.